zaigrali fantaziju za flautu in harmoniko skladatelja Wolfganga Jakobija. On je bio nemški skladatelj 20. stoletja in je bil zelo posvečen glasbi in skladanju in sam je rekel, da ko je bil v zaporu pod nacisti, da je edino, kar ga je držalo, zakaj je to preživel, bila želja, da postane znan skladatelj. To se žal nije popolnoma uresničilo, zato ker je njegova glasba 12 let bila na črni listi nacista in je bila prepovedana za izvajanje od leta 1933 do 1945. Upamo, da vam bo všeč.
Amadeus Mozart je bil slaven in vpliven skladatelj klasičnega obdobja. Rodil se je v Salzburgu leta 1756 in je umrl na Dunaju leta 1791. Njegovo glasbo občudujejo zaradi melodične elegance, teksture ter bogatstva harmonije. Koncert za flavto v G-duru in pa koncert v D-duru sta nastala januarja ali februarja leta 1778 v Mannheimu. V nekem pismu omenja, da je ta dva koncerta napisal za nizozemskega zdravnika Ferdinanda Dejeana. Dejean je naročil 3 koncerte, vendar je dobil le 2, drugi pa je dobesedna transkripcija koncerta za oboe. Dejean je vendar ni imel razloga za... Dejean je bil zadovoljen koncert v G-duru, čeprav mu je drugi stavek bil prezahteven, pa mu je Mozart poslal Andante KV 315 v C-duru. To je to, upam, da boste uživali.
norveških skladatelja 20. stoletja. Rodio se leta 1999. Njegov otac je tudi bio skladatelj. Johan je študirao v Oslu, v Parizu in na Dunaju. Študirao je orgle in kompozicijo. Njegova skladba združevala nacionalistički stil in moderno glasbo, sodobno kompozicijo in modern tonalitet. Ampak on nikoli ni pustio tonalnost in je kasnije kritizirao Norveško društvo skladatelja zaradi atonalnosti. Umro je leta 1999 u blizini Osla. Koncert za flauto napisao je v sodelovanju sa flautistom Per Ehrenom. Koncert začne kapričom, potem arija, tretji stavek je solo kadenca in četrti finale. To je to. Upam, da vam je bom všeč.
Karl Reineck je veliko skladal za flauto, poleg tega koncerta znane so Undine sonata in na primer še balada za flauto in klavir. Koncert vsebuje 3 stavka, allegro molto moderato, lento e mesto in še moderato finale. Napisal ga je leta 1908 in to je v bistvu zadnji koncert, ki ga je Reineck skladal. Posvetil ga je flautistu Maximilianu Schwelgeru, ki ga je premierno izvajal v Leipzigu leta 1909. Uživajte.
rodio u Parizu leta 1890. in pa je umro leta 1962. Napisao je številna dela, kot što so opere, 7 opera, 5 baletov, kao i dela za solo klavir in pa zborovska dela in še naprej. Njegova najvišja nagrada je Prix de Rome koncert za flavto je napisal leta 1932. In je sestavljen iz 3 stavkov. Prvi je Allegro, drugi Andante in tretji Allegro scherzando. On je namenjen Marcel Moysu, to jest napisao ga je Marcel Moysu. In ta koncert je za flauto kot glavni solistični instrument in pa s majhnim orkestrom. Študirao je radio je kot direktor na Akademiji de France v Vili Medici v Rimu in to je to in lepo poslušanje želim.
Hvala.